počakaj, to zdaj adrenalin. Se obrnem, se fliknem lepo na hrbet in ko padem na poslo nazaj, blažena, da končno se je skonektal, on meni reče, bodi moja. Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 8. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim sestro Andrejo Godnič, redovnico in misijonarko v Venezueli. V Venezueli v teh časih ni lahko, saj živijo v svetu lakote, razčlovečenja, zlorab in ostalih nevarnosti za življenje. Seveda me je v pogovoru najprej zanimalo, kakšen goreči grm mora to biti, da te žene v takšne okoliščine. In ko sem jo vprašal to, se je pogovor samo še poglabljal in poglabljal, tako da je bila moja leva možganska hemisfera na koncu popolnoma utrujena. Dobil pa sem nekaj drugega, še večje zaupanje v to, da je tudi zame in za vse nas pripravljen najboljši možni scenarij, če mu le dovolimo, da se zgodi. Ja, gre za najdaljšo epizodo podcasta Goreči grm doslej, vendar se splača poslušati. Vaši odzivi in predlogi pa so še vedno dobrodošli na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Pozdravljena, sestra Andreja. Oj, dobro jutro. Dobrodošla v Sloveniji. Tukaj si na vsakih nekaj let. In če bo Bog dal, greš čez 3 dni nazaj v Venezuelo, v deželo pomanjkanja hrane, v deželo diktature, v deželo, kjer je morda celo nevarno včasih, ker ti strežejo po življenju. Zato boš sprejela marsikatero odpoved, glede na to, koliko si bilo zdaj v Sloveniji, 2 meseca ali koliko? 1 mesec. In me zanima, kaj je na drugi strani te tehtnice, da si pripravljena vse te težke stvari vzeti nase. Najbrž je nek plus, ki vse te minuse odtehta. Prav preprosto. Jezus. Tukaj ga ni? Jezus si želi, da sem tam. Zato sem tam. Ampak dobim pa njega. Ta je plus. Nimam druge motivacije. Nisem neki humanitarni lady D, ne. Nimam nobene druge motivacije. Odkot takšna vera? To ni vera. To ni vera. To je izkustvo. Vera je bila na začetku mogoče. A veš, sem prav razmišljala, ker sem gledala, Matej mi je poslal ena vprašanja, sem zlezla pod, a smem biti toliko iskrena? Sem zlezla pod stol, sem si mislila, moj Bog, moj. In sem pa razmišljala, recimo, ne, dejansko mogoče na začetku, ja, prvih 20 let, zdaj sem, koliko sva, 30 let, sva skupaj z Jezusom, ne, sem Uršulinka od leta 90, ampak mogoče ja, da prvih 10 let je bilo tako vera v smislu, da si imel okuse, pa si rabo, da ti je on dal vero, da je to mogoče, ne. Pol je bilo mogoče 10 let, ko si treniral, ne, da si malo čekiral, pa eksperimentiral, ne, da je on te potrdil. Mogoče zdaj zadnjih 10 let, sploh, ko sem v misijonih, je pa bolj izkustvo, ja. Se pravi, ti se na nek način ne trudiš moliti, ne trudiš se, da bi verjela Bogu, ampak je to res en tak živ, zelo naraven odnos, ki ne potrebuje nekega pripričevanja same sebe ali pa odpovedovanja. Se spomniš, Matej, tiste klasične, ne? Ko je tisti vrvohodec, pa Tomičkano, koliko ima 3 leta. Pa ati gre čez vrv, ker je pač v cirkusu, a se spomniš, klasika. In ta mali gor na ramenih, pa prije na uno stran. Pa rečijo, ti mal mu, ne, a te nisem si gledal dol na metre, a te ni strah. In ta malo pogleda in rečem, saj sem bil s tatkotom, ne. Ko ti meni rečeš, je neravno, se ne trudiš za vero. Zdaj, če mi preklopi, pa jaz hočem imeti kontrolo in ne pustim njemu, da je on, in se jaz nekaj grem, potem on vedno vpraša, veruješ. To so ključne dinamike, ki jih imava mi dva. Pride situacija, ti zledeni, pogledaš, te pogleda in ti reče, veruješ. Ti veš, da si v eni situaciji, ki izgubljaš kontrolo, ti veš, da on je to, da to njemu lastno, da ima tebe v dlani, in potem rabiš nekaj, kaj je to zdaj? Kaj je tisti trenutek, ko ti rečeš, ok, verujem. Jaz se spomnim, ko sem bila mala, ko so me spraševali, kako sem se odločila za v klošter,
sem jaz imela podobo rulete. Se spomniš, kazinoje sem turistični vodič, ne, sem delala v Hitu. Teče kugalca in ti staviš na rdečo ničlo. To sem takrat izrazila. To je bila pač moj okus in moj kontekst zgodovinski. Ne. Tisti feeling, da je adrenalin, da je nek hazard, ko ti, tvoj razum, tvoja leva, rečeš ti hemisfera, ne potegne, ker se ne bo išla, ne, formula. Ampak pri njemu se izide, ker ti se dejansko vržeš nekam, zaupaš, se mu vržeš v roke, v objem. Ne? In kaj jaz vem zdaj tle definirati, kaj je to? Ja, je v vseh teh prehodih, vseh teh vprašanjih rabim neki. Ampak ni pa to tisto, veš, ker imamo mi naše stereotipe o duhovnem življenju, jaz, pa da teraš. Je bolj, milost, hkrati pa želja in odprtost, da se lahko zgodi vse, da je vse mogoče, ne? To z besedo izkustvo si me dobila. Se pravi, jaz si to predstavljam, kot da so se leta in leta nalagale neke izkušnje, ki so ti potrdile tvojo domnevo, da lahko zaupaš. Bolj bi jaz rekla, da je izkušnja njega, kdo je on. Veš, ne toliko jaz. Jaz mislim, da ta odnos je izkustvo. Ko se dogaja in ko se mi on razodeva in ko je tako fascinantno lep in privlačen in da si čist pijan dejansko. Mogoče bolj on, kakor pa moja lastna izkušnja v odnosu do njega. S tem, da je zanimivo, da kakšenkrat se fajtava in mu rečem, pa dej, tle sva že bila, pa to lekcijo sem že, razumeš? Pa dej, ne, spet ne. Sej sva to že, pa sem odkljukala, sem se naučila lekcije, znam to. Ampak tistkrat ti gre za ego, pa za strah zase, ne? Tam pa vedno je malo adrenalina, se mi zdi. Tizga, ker lahko se drugače odločiš, pa se lahko nazaj umakneš, pa rečeš, okej, hvala ti, do sem, bom že jaz. In tam ga potem odrežeš in ne more biti on. In se potem ti naprej forsiraš, pa se napihneš ko žabica, ne? Pa kvakaš, mislim, to je vse. Ampak ti ga še nisi poznala na začetku, zdaj Firbec smatra, kakšna je bila ta tvoja pot spoznavanja. Če sem prav razumel, najmočnejše si ga spoznala v enih ignacijanskih duhovnih vajah. Kaj je bilo predtem, pa potem, kakšne so bile te ključni, bi rekel, dogodki? Dramatično obdobje, razumeš, to je srednja šola, to je bil obup. To je najhujše obdobje mojega življenja. Zdaj sem na turistični v Izoli, pa smo plesali, pa zaljubljena, pa vse. Ampak najbolj dramatično sem doživljala, da je bila taka globoka žeja lakota, ne vem, kako bi ti to rekel. Neki globinske, ena luknja, ogromna, brezno, dobesedno brezna, ker sem vedela, da ga noben moški ne bo mogel izpolniti. To je bilo najbolj scary zame takrat. Pa nisem nič razumela, pa nič nisem... Tisti je bilo najhujš, ker potem si vzeti zares to, pa slediti temu, pa je čist mimo vsega tvojega zgodovinskega konteksta, pa vsega tega družbe, ki imaš okoli, pa duhovnosti, kakor jo ti takrat razumeš in tako. In jaz se zahvaljujem, da v resnici, zdaj po 30 letih se zahvaljujem, da je bila takrat taka milost, ne vem, kdo vse je molil, pa kdo vse od teh naših duhovnikov, naše familije, moje mame, mislim, da so to res toliko, njene tete redovnice, Marina sestra je bila, sestra Veronika, mislim, kdo vse je to izmolil, to milost, da sem potem sledila temu, ko me je drmalo dol, bi človek rekel v grdi slovenščini. Ja, in potem je Bog je naš kaplan, je bil Andrej Vovk, takrat me je zrihtal v ignacijanske od konca drugega letnika. No, in takrat sva se prvič, da je Jezus povedal, kaj hoče, in sem bila globinsko razočarano užaljena. Jaz sem nekaj, sem skrasa, razumeš, ker to je bil tisti čas, govorimo pred 90 in sem rekla, pa dej, jaz hočem biti krščanska žena, imeti krščanskega moža, imeti krščanski zakon, vzgajati otroke krščansko na sredi krasa. Če si greh rekla, da je te luknje ne bo mogel noben moški zapolniti. Vem, ampak nisem vedela, da je to on. Jaz takrat, ko sem vedela, da je luknja, nisem vedela, kako se kliče luknja in nisem vedela, zakaj je luknja. In ko sem šla na duhovne vaje in ko sem doživela, ko se tista luknja začne biti mehka, pa lepa, pa domača, pa topla, in je to zato, ker je on tam pobožal, sem bila vsa raznežena in on takrat useka noter, pa reče, hočem, da si moja. Se spomniš prav trenutka? Ja, ampak to ni bilo nič tako v kapeli na kolenih ob Hailu, ne. Jaz sem prišla v Sovo, jaz se spomnim, da je Marko Mohoričev jezuit, nam je razlagal, kako meditiraš. Kjerem kraju ste pa bili? Vipavski križ.
Vipavski, zdaj sva šla gledati z mamo kroniko od našega tata in sem videla datum in je bil konc julija. Pri Markotu Mohoriču, no in on nam je razlagal, kako meditiraš, ne? Kako ti si z Božjo besedo, pa samo ponavlja, pa pustiš, da ona prodre noter in se zgodi v tebi in potem te začne preobražati pa se to. In jaz sem 17 let, jaz sem bila tam šmrkeljc, ne, to so bili vsi kresovci, pa vsi resni, pa odrasli, pa globoki, pa kontemplativni. Jaz sem lahko en frufru tam, ampak se spomnim, mi je dal Psalm 63, Bog moj Bog, željno te iščem, in jaz pa samo plaf noter. Sadeta, razumeš? 30 metrov sobre il cielo, reče moča zmeri. Sem kar lep delata. In potem sem prišel v sobo zvečer, razumeš, po tem prvem takem, jaz sem že prej to, že z Vinkotom Kobalom v Stržišču, jaz se spomnim, ko sem šla prvič gor na Lih, ko smo imeli v 7. razredu, nas je peljal tudi volk gospodu Peganu, ne, jaz sem imela te okuse, ampak so bile mičkane dozice take in glih to, da sem bila še bolj žena. No, pa ko sem bila pa tle, bila pa sobredozis, ne overdozis in me je sam zadelo in prijem sobo, se mi smeje, ker je končno sem doživela to, kar me malo drmalo, ne, ali folklora, a veš, govorimo o Jezusu, Jezus, bla, 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 v resnici on se ne skonekta, pa se moraš ves čas neki siliti, pa dopovedovati, da ja, v resnici pa ni feelinga, ne. In sem jaz bolj s tem šla, ne toliko, da bom videla, kaj je tista globina, ker nisem vedela, kaj imam tisto luknjo noter. In ko on meni to noter poboža, se je klapalo in je bilo doma in je bilo objeto, sem pa šel v sobo, se posmejem, rečem, zdaj, ker vem, da si se skonektal, da sva, je okej. Stvar rešena, vem, da obstajaš, vem, da si resen, jaz bom še naprej hodila v cerkev. Ker sem nekaj, jaz ne bom za to folklor, razumem, še naprej terala familijo, pa to, če pa njega ni tam živa. In to ti je v istem stavku povedal, da želiš, da greš za redovnico, ali to je bilo še zdaj, šele pride? Še ni povedal, jaz sem samo prišla v sobo, že 6-krat sem povedala, sem prišla v sobo, počakaj, to je zdaj adrenalin. No, in pa mu rečem, hvala Bogu, to je to, sva, se obrnem, se fliknem lepo na hrbet, in ko padem na poslo nazaj, blažena, da končno se je skonektal, on meni reče, bodi moja, jaz ne vem, ker to ni jezik, to ni, samo je občutje, točno jasno in zanimivo je, da čeprav sem skrasa, čeprav nisem imela neke take, mi nismo imeli te gorenske klasične vzgoje, ampak sem točno vedela, da to je klošter, pika, razumeš? In takrat sva pa se začela fajtati, no to sva pol imela od takrat, sem bila jezna, sem nekaj, sem premala, pust me živeti, jaz 1 leto rabim off, jaz hočem živeti in tako. Tako da je dejansko me pustil, tako da 1 leto, 3. letnik je bil najbolj obupen, to je bil katastrofa, mislim. Z vidika kaj žuranja, družbe? Konflikt, ne, to ne, ampak notranji konflikt. Sem bila ko osa. Mislim, ker me je toliko to noter in zdaj, ko sva gledali z mamo kroniko tatu, dejansko se ne spomnim ogromno dogodkov, ko so bili, imam zelo, vse je blurry, se reče, ne vem, ko se reče, to vse tako megleno, čudno, ker sem bila jaz toliko notranje pozorna na ta notranje in nisem nič razumela. Kot da v bistvu zunanjega sveta sploh nisi imela časa percepirati, ker si notranje stvari. Nisem mi zapisalo v telo, mislim, prav zanimivo sem delala mami, pa to se ne spomnim. Imam neke okuse, nimam pa tako jasnih. No in potem po enem času, drugo leto jaz pozabim to klic, greva s bratom nazaj na Ignacijansko v Vipavski križ Markotu, patru Markotu Mohoriču in tam že prvo meditacijo me on, se povzame prejšnji, kjer je pustil. No in potem, tam je pa bilo, sem pošibala ven iz kapele, se spomnim, tam zadaj za cerkev je bila tisti kor od patrov, kapucinov, se pravičujem. No in sem šla na vrt in tragično hodila, razumeš, zdaj se nekaj zdim, pa ne moram več uvideti. In je potem on obračal liste v Svetem pismu, Hebrejcem. Vsak oče, ki ljubi. To so ti moji grmeči grmi. Veš, kaj si mi dal, goreči grmi, to, ko si mi dal vprašanja. Ja, ampak pol je najbrž še nekako prišlo do Uršulink? Tisti je bilo pa, ker sem bila v Izoli, na turistični šoli, na SGTŠ-ju, so one na Kraški 2 bila. Kraški 2, pozor, jaz sem Krašovka. Jaz sem bila v Stržišču, v 8. razredu in me je Vinko Kobalov, me je posedel, tako ko je on znal, je rekel, lej, Zlata, jaz imam v Izoli prijateljce, tle imaš naslov, ko prideš dol, pejt k njim. Zdaj še nisem vedela, ampak on je vedel, verjetno. In jaz se spomnim, sem prišla prvi teden, je bilo konec sveta, ker sem tako grozno pogrešala Komen in naše. In sem šla k maši zvečer in je prišla dol po koncu maše po stopnicah sestra Magdalena.
Cimerlajt. Je rekel, tebe pa še ne poznam. Ja, sem rekel, jaz prihajam z Krasa in sem bila v Strožišču in Vinko vas pozdravlja. Greš k nam na čaj? Plop. In sem po 4 leta hodila k njim, Fidelis tam mi je rešila kožo, ker sem lahko tam vse izpela. So bile ves čas. Se pravi, one so bile na nek način te podpora v srednji šoli. Veš kaj, jaz sem zmeri hodila, ker sem bila v tistem okolju, ker je bilo malo težko razločevati, bi zdaj rekli, ne? Jaz sem sredo zmeri poklicala mamo, mislim, da je bilo 15 do 7, to smo imeli z mamo reden ritem po telefonu z pošte, ker še nismo imeli mobitelčkov, ampak vmes sem pa hodila zmeri sestram, Fidelis mi je naredila kakšne ocvirke z polento zvečer in so se usedle in jaz sem klepetala in sem razlagala in dopovedovala in pripovedovala in sem verjetno procesirala. One so bile, je bilo tako okolje zdravo. Ko je prišel ta klic za redovništvo, je bilo v bistvu že samoumevno najbrž, da tem, ki so ti bile že predtem. Veš kaj, dišale so me, so isti parfumček, kaj jaz. Tisto do verouk, pa tisto jaz sploh nisem, pa ne bom verouka učila v tistih klopeh, mislim, ni šans, jaz to ne bom preživela. Ampak tako, ko so one odnos do Jezusa, tisti je bil pa isti parfumček, kaj jaz. Kaj pa je von tega parfuma? Kako bi ga opisala? To pa živenši, mislim, to pa je. Kako bi ga opisala? To pa živenši. To pa sam vohaš, mislim, to pa... Se ne da. To je pa. Veš kaj vse, mislim, mi imamo to v karizmi, to je naše 500 let stara zadeva, žlahtna, parfumček, intime, diši po intimi. Po tem osebnem odnosu, v bistvu. Ja, on je tam lahko moški, mislim, on je tam lahko Bog, človek, bogočloveška lepota, ki ti sam srce bije. Se mi zdi, da to je najbolj tipično naše. Potem imamo 3D, ne, karizmo, tridimenzionalno pravim, jaz imamo izredno 3 močne dimenzije, center je on, mislim, ta intimnost z soprogom, ne dobro, v Sloveniji, zdaj se oprečujem mojim dragim sestram, Uršulinkam, prevod pri nas ne prenese soprog, čeprav naša ustanoviteljica nikoli ne uporablja izraz ženin, ampak slovenska kultura pa duhovnost pač ne dovolijo iti tako drzno daleč od. Ampak vsebinsko pa je ta intima 2, ki pripadata drug drugemu, ne? Druga dimenzija je sestrinstvo, ki je ključna zaradi tega, ker je filter in brez sestrinstva ne morem iti na globino z njim. In potem, ko si žena, si avtomatično mama in hočeš mu dati dojenčke. In je potem ta apostolsko-misijonski dimenzija izredno močna in razvita v smislu spremljanja informacij, da pomagaš razviti, da vsak okrog tebe se sreča z njim, da raste v njim in da prije do polne starosti Kristusa. Kako je bilo pa pol še ta tretja dimenzija klica, sej najbrž bi jih ti čisto drugače besedila, ne? Ampak za misijone? Dobar, turistična potovanja, aj to? Ja, verjetno bil software narejen za misijon, čeprav ti tega nič ne veš. Ti sploh tebi ni nič jasno. In ti misliš, da si čudna, ali pa da nimaš poklica, ali pa ti med Uršulinkami pač ne pašeš. Razumeš, prvih 10 let je muka, no? Najti svojo identiteto, pa zakaj? In tudi njim te prepoznati kot svojo. Veš, koliko je to za sestre težko, mislim, moje magistre, pa moje sonovinke, pa so juvenistke, pa pol probacij, kakva muka je. Res, ker ni lahko se prepoznati, pa se zavohati, ne. Ampak jaz sem po prvih zaobljubah, to pomeni leta 94, sem pa šla v Ljubljano, šla na teologijo in se je potem spet začelo v dnu ta nemir, ta želja, to nekaj, ki te pika, ker ga mika, bi reka Snežna, ne, nekaj te drma dolne, spet. Ampak zdaj je bilo drugače, ker zdaj sem bila že varna v objemu, zdaj sem bila že v sestrah, ker so mi filter, ker so mi v razločevanje, v bistvu je bilo veliko lažje, sem jim pripovedovala, so rekli, Miška, itak smo misionarke, imamo tradicijo 300 let, relaks, dajmo iti Božji on. In sva začela razločevanje in je bil drugi goreč grm, no. Ker ta bil veliko bolj kompleksen pa fascinanten. Tako da je potrdil, ko sva bili zoro pri jezuitih, pri misijonski maši, pri svetom Jakobu v cerkvi in mi je srce bilo in mi je dal besedo, ki jo jaz nisem znala dešifrirati leta. Jo imaš, tišiš, sprašuješ, provociraš, rečeš, pa zakaj si mi jo dal? In ti ne da, kako rečeš ti, kode? Ti ne da kode za dekodiranje. In ga imaš tam in te frustrira, veš, kot v egipčanski. In te provocira in te drma, ampak potem, ko ti pa enkrat da kodo, ti ne da v kompletu kodo. Ti da samo en delček in se nekaj razvozla, pa spet in gre potem spiralno dol ali pa gor, kar pač hočeš. Postopoma se razvija ta stavek. Mislim, genial, pa si pa čist paf, ne, ko se ti začnejo te stvari. Ker se jaz prav spomnim, da
se tebe spomnim izpred 15 let, ko si že želela v misijone, ampak še nisi mogla nekako. Ja. A je bilo to, tukaj pa je bila pol razlika med tvojo željo pa med tem, kaj je on hotel? Ali? Ja. No, to je tisto, kar ti pol sprašuješ. Matej mi je dal toliko vprašanj, da jaz ne vem, kako bom dva vse šla čuti. Veš, tisto vprašanje Božje volje, spomniš? No, da vprašaj me. Ja. Zdaj preskakujejo vprašanje. Kar ti Mislim, povej. take bajna vprašanja mi je dal, sem zlezla pod stol. Dej tam, kaj je. Ja, kad te tako poslušam, dobim vtis, da se na nek način vedno podrejaš Božji volji. Da je prav to podrejanje nekaj, kar te osrečuje. Ne? Ampak me zanima, a je res največja sreča prav v tem podrejanju? Podrejanje. Kakšen nagražen izraz. Res, zakaj? Podrejanje. To sploh ni fancy. Zdaj, kaj jaz njega provociram, čakaj. Lej, ko rečeš, Podrejanje. bom naredila to, kar bo on hotel, s tem svobodno voljo daš na stran, kot da bi na nek način bila mogoče malo otrok. Bom izklopila svojo presojo in razsojo, ampak bom počakala na bolj jasna navodila. Zdaj morava dati čas, da sprocesirajo vprašanje, ker tle se mi zdi, da je en zelo delikaten moment. Kdo sem jaz kot odrasla oseba, ki imam svojo voljo in ki sem aktivno vključena v svojo osebno preambula. Jaz imam zdaj 50 let in jaz mislim, da je to zelo drugače. Ker če bi jaz sedela tle 20 let nazaj in bi mi ti dal isto vprašanje, jaz ne vem, kam bi jaz šla. Ali pa vem, kam bi šla, ampak ne bi bilo to tako, kot zdaj. In še druga stvar, preambula je, da sem po krizi srednjih let. To je zelo pomembno, ker zelo se spremeni pogled, se mi zdi. Mogoče mi je zdaj lažje odgovor na to vprašanje, ker jaz sem izkusila, da ta koncept podrejanja, ker sem ga imela toliko let naloženega, je bil zgrešen. Super, osvobajajoče se sliši. To me pa zanima, povej naprej. Pridi ven iz krize srednjih let, boš ti videl feeling, mislim, to je božanski občutek. Zato, ker mogoče, koliko ne greva na okolje, ali grem direkt, pa zaključva. Kaj je boljši izraz od podrejanja, pa zakaj? Jaz mislim, da ključna fora je to, recimo jaz imam rada dobre knjige. Jaz imam rada, da je dobra zgodba, da so osebe noter razvite, da se te dotakne, ko se identificiraš, in tudi, da je zgodba znotraj mojega vrednostnega sistema. Ne? In isto film, jaz imam rada dobre filme, ampak všeč mi je ne samo, da je kvaliteten scenarij, da je dobra igra, meni je tudi všeč, da je zelo kvalitetna kamera. To pomeni, da so tudi šoti, da so kvalitetni, malo umetniški. To pomeni, imam pač visoke standarde. Zakaj o tem govorim? Ko ti enkrat doživiš en dober film, ki te zdrma in hočeš videti še drugič in še na Avatar, 11, 12, 13, 14, mislim, jaz ga lahko gledam. Ko ti enkrat to doživiš, zaupaš, ker te fascinira in te identificiraš s tem in te hrani, ker ti razmišljaš, ti pomaga razumeti, kaj ti živiš in vse to. Jaz mislim, da je Jezus, da je nebeški oče, jaz rečem tata nebeški ali pa milina, sveti duh, oni trije, ki so, razumeš, ko oni trije tebe prepričajo, se mi zdi, da to se potem vse nekako zrelaksira zadevo. Zakaj? Zato, ker dejansko smo išli iz ljubezni. Mi imamo čip noter in piska. Vsakeč, ko se približaš ljubezni, vsakeč, ko se želiš ljubezni, vsakeč, ko rabiš ljubezen, vsakeč, ko daš ljubezen, piska. In avtomatično zadiši po domu. Pika. In jaz mislim, da zdaj 30 let v samostanu in jaz se zahvaljujem mojim sestram, ki so ključna, mislim, tle so ključen faktor, so one, da so mi pomagale dejansko prepoznati ta dva okusa. Ko sem zvesta temeljnemu scenariju, da sem iz ljubezni in da grem domov v ljubezen, to pomeni, da sem z njimi tremi in dlje, ko sem globlje, ko sem z njimi, več je v meni ljubezni. Kakšen okus je to, kakšna dinamika je to, kakšni lušti so to, kakšni užitki so to, dobesedno. Ali pa drugi scenarij, ko grem pa jaz proti svoji naravi. In jaz temu rečem ego, slast, čast in oblast. In mogoče, da 30 let samostana me prav to uči okusov. Kaj mi napenja moj ego? Ko jaz zagrabim, slast, čast in oblast, ni drugega, ali pa, ko jaz ujamem ta ples, rečem, to je ples ljubezni.
ko plešem, jaz obožujem ples, ne, hvala Bogu, da sem zdaj v Latinski Ameriki. Ko ti mene sprašuješ o podreditvi, kako se jaz počutim, ko imam zelo dobrega plesalca? A je to, da jaz njemu pustim, da on vodi pri foxtrotu, a je to, da se jaz njemu podredim? Ali je feeling plesa skupaj, da sva harmonična in da na nek način tudi jaz njega vodim, če sem dobra soplesalka. Jaz mislim, da je ta ritem, ta ples, ta dinamika, da sva skupaj v eni intimi, ker ko se premikava, gre za eno zelo globoko intimo. In mi imamo v slovenščini ta možnost te dvojine, ki se intima čuti še zelo globlje, še veliko bolj močno, kot pa v drugih jezikih. Jaz mislim, da tle podrejenost je bolj užitek, je bolj umetnost, je bolj, svoboda. Jaz spomnim, kako sem bila, ko sem se matrala s to temo, kaj je zdaj moja volja, pa kaj je njegova volja. Se spomnite Maksimilijana Kolbeja, njegova knjiga Pelikan, ne? In ko se je on matral in rekel, čakaj, kaj je zdaj s to pokorščino predstojnikom in to, ne? In ga je oni stari minorit pokazal gor, tistega, kaj je bil, ne vem, bil orel, sokol, ne vem, pelikan, se opravičujem, pelikan je bil. In rekel, glej ga gor, joj, kako je on svoboden, jaz tudi hočem biti. Saj ne vem, če je tako v knjigi, ampak jaz sem si tako zapomnila. In rekel, ampak poglej, on je popolnoma podrejen, on je popolnoma pokoren vetrovom. In jaz se spomnim, sem to noviciato brala, meni je to bilo, ko razumeš, intuicija, da v to smer bomo šli. Ampak meni je lažje zaradi tega, ker je njegov scenarij hollywoodski najboljši. Vsakeč, ko se izvede po njegovo, je stokrat bolj genijalen, kakor pa ves moj ego se lahko napreza, pa si jaz zamislim, kako sem zelo zdaj zakomplicirala. Ne, fantastično razumem. Kjer pa mi se zataknemo, je pa vloga, ki jo imajo pri te moje sestre. Filter, rečem jaz. Tle se pa vse razmrcvari, zato ker je noter butano v to, kar je naše redovna identiteta, nas je posvečeno življenje, ki je radikalno. To pomeni, mi plezamo v steni, to je naš stil življenja. Smo adrenalinci, po defaultu smo adrenalinci in potem rabimo vse te zadeve, da lahko plezaš, ne? Zdaj pa s psihologizmom, pa s posvetno duhovnostjo smo si pa mi vzeli stran pripomočke za biti v steni. Hočemo biti v steni fancy, nimamo pa osnovnih, razumeš, ko moraš imeti ono, kako se zakliče tisto, da visiš, potem moraš imeti pa moraš tiste kline, razumeš, to je pač posvečeno življenje. Hočemo biti objema drevesa, razumeš, nimamo pa sabo, kje se boš navezal, ne. In pa mislimo, da mišice ne bodo trpele, da ne bo te strah, bomo pa viseli v steni. To je popolnoma nekompatibilno, ne, s stilom življenja. In zdaj vzeti sestre od tega, vzeti pokorščino od tega. Ne gre, ne? Ne gre. Zakaj? Zato, ker pokorščina... Tega scenarija ni brez tistih vlog. Tako. One so tiste, ki ti bojo pomagale, ne? Zakaj? Zato, ker ob njih šele ven butne ego. In za ego je pa ključna situacija, kjer si ponižena. Ker moraš ugrizniti v jezik, ker moraš skleniti glavo. Mislim, to itak veš, ti si poročen, ti veš točno, kako je to. In zdaj vzeti ponižanje, ponižnost ali pa situacije, kjer se čutiš, da te ne marejo, da to delajo za nalaž, da so butaste, da so omejene, da niso inteligentne, da sploh ne razumejo, da nimajo vizije, to je pa najlažja skušnjava, ki vidim, da mi zdaj v posvečenem življenju, mislim, padamo ko muhice. Zato, ker smo si pozabili, da smo v steni, ne, radikalci. To sorazmerje med njim pa tabo se mi še zmeram ne zdi v duhu tistega, vas pa sem imenoval prijatelji, da sta na horizontalni ravni, da nista na vertikalni ravni. A lahko tudi ti njemu nekaj rečeš, pa on reče, ja, zakaj pa ne? Pa dajva narediti po tvoje, pa bo meni tudi to čisto všeč. Zelo, zelo dobro vprašanje. Zakaj? Zato, ker je en detaljček, ki jaz ga zelo težko razložim, oziroma zelo malokrat imam možnost govoriti o teh stvarih. Navadno od teh stvari nas ne sprašujejo redovnice ali pa duhovnike ali pa ne vem koga. Ampak je en detalj... Če smem sam pojasniti, zakaj? Zato, ker jaz čutim, da človekovo dostojanstvo je v tem, da smo na nek način Bogu podobni, da tudi mi soustvarjamo. In da na nek način smo lahko njegovi prijatelji, to je bil tudi najin poročni evangelij, vi ste moji prijatelji, ne? Sicer reče naprej, če delate to, kar vam naročam, ne? Ni čist jasen. No? Ja, imaš ves argument in se popolnoma strinjam, zato hočem omeniti ta detalj. Da midva se doskrat pričakava, dobesedno smo doskrat ga obtožim
zdaj kako naj povem to v prispodobi, ker to niso tako občutja, ne vem, to pač mava midve najna fore. Ampak jaz mu doskrat rečem ali pa zabrusim, pa ti si tle doma, ti imaš ključe, jaz ti pripadam, ti imaš domače copate. 30 let sva skupaj, me jezi, ker trka in čaka. Jaz temu rečem, da je pač gentleman. Bog to tist, ki si rekel dostojanstvo. Da midva sva 30 let in on me vedno vpraša. Recimo sva imela eno tako izkušnjo gorečega grma. Moje sestre so rekli, Andreja, pojdi v Slovenijo, če dobiš let komercialni. Ne? In meni srce je začelo biti, ker jaz grem na 3 leta in tudi tle imam jaz ljubezen, veliko odnosov, ki se imamo radi in je doživetje. In jaz sama sem bila pri njemu, sem v kapeli, sem ne čutila to radost, da je možno, da prijem v Slovenijo. In v tistem on blekne, bi izbrala zdaj, če imela možnost, bi imela izbiro, bi šla rajš k mami, a bi prišla rajš k meni. Recimo, on ima take fore, mislim, to sam nič te ne sme preseneti. Ne, in jaz ne, da bi razmišljala se kak tebi. Če rabim zdaj umreti, zato ker v Venezueli je to čisto realno. Ti danes lahko umreš, ker je toliko šans in toliko scenarijev in tako da ti gre res do dna, ne. Ampak zanimivo je pa to, da vedno vpraša. Tudi, ko sva pred obdobji, ki so zelo huda in smo dali skozi hude stvari, on nikoli me ne plopne noter. In potem se jaz budim, pogledam k sebe in rečem, shit, mislim, kam si. A razumeš? On vedno pripravi, vedno vpraša, on je tak gentleman in on ne bo naredil nekaj, kar jaz ne bom hotla. A pa imaš ti tudi nazaj možnost na njega vplivati? Najbrž ne? To so pa zdaj že zelo intimne, to so pa zelo... Evropskega človeka, a veš, da bi še Boga malo puštimo, ne? To so pa zelo taka intimna zakonska vprašanja. Zdaj moram jaz, ne vem, kako bo cenzura to, ali slovenski cerkveni krogi, zdaj so tako, tudi moje sestre, se vam opravičujem, če vas malo spravljam za drego, ampak recimo, najn odnos pri teh stvareh, ko ti doživiš, da si v ekipi njegovi, kaj pomeni biti, zdaj smo imeli to Melani pa to, a veš, Slovenka pa. Mislim, da sem jaz ne samo predsednikova žena, jaz sem žena od ta. In še bolj pomembne osebe, kot je Trump, ne? Prosim, mislim, to sploh ni ampak ko z leti, jaz ti povem, zdaj sem 50, če me ti 20 let nazaj je bilo dokaj drugače, 30 let nazaj je dokaj drugače, to se zelo spreminja, se mi zdi. In to so tudi goreči grmi. Prvič to njegovo blazno spoštovanje, pa džentlmenskost, da dejansko zmeri čaka, čeprav mu jaz rečem, to je vse tvoje. Ti si tle gospodar na tej hiši. Andreja je tvoja, pika. Ti si lahko tle prvoščiš, kar hočeš. Pa da on še zmeri toliko obziren, pa ljubeč, pa pozoren, pa nežen, da nikoli ne sforsira nekaj, kar ni časa. In pa to, kar ti sprašuješ, koliko jaz vplivam na njegov misijon, ne. Moje doživljanje je, da on obožuje timsko delo. Da to njegov stil, to, mislim, ne samo on, vsi trije so taki. Milina je taka, sveti od nebeški oče, tatko, mislim, to so oni, to so timi, to so sami timi vedno, to je njihov naravn okolje, se mi zdi ne znajo. Zanimivo je to, kako oni kombinirajo z nami, ko te vzamejo zares, zahtevajo od tebe vse, ampak potem tudi pustijo, da ti. Zanimivo je samo to, da ni nikoli tega, ko ti fališ, ko narediš narobe, ali pa ko popolnoma odpoveš, ali pa ko ven kikne tvoj ego, pa vse pokvari, da smrdi tam in drekec, tako da ni zagovoriti. Kako potem oni, to dejansko je ta proces, kjer oni dejansko odrešujejo in so oni, ko so, in sem jaz to, kar sem. Ampak tvoje vprašanje je, in če zelo kratko odgovorim, je tim. In v timu vedno moramo biti na nek način horizontal. Zdaj, moj delež je drugačen od njega, moj delež je drugačen od Miline, moj delež je drugačen od njih. Vloge v timu so različne, ne? Tako. Ja. Da mi povej tole, skozi imaš ta scenarij dialogov z njim. Za tiste poslušalce, ki še niso izkusili dialoga ali pa mislijo, da je to fikcija. A je to res dar, ki pač, sorry baby, če ga nimaš, ali se da s tem, da se izpostavljaš, ali pa da greš nekam, ali pa s tem, da se daš v neko pozo, hecam se mal, ta dar mal bolj izzvat. Če bi si kdo želel imeti dialoga, osebnega odnosa in dialoga z Bogom. Jaz bi rekla tle vzeti zares to, kar sem, to, kar čutim, to, kar se mi zgodi, to, kar imam flaše, to, kar imam intuicije, to, kar so občutja in to, kar mi telo govori. Vzeti zares, smrtno nosno zares. In biti zvest temu in ne se sramovati
in ne reči, to brez veze. Pri fokusingu to zmeri rečijo. Dovoliti si, pustiti si priti do srčike, pustiti, da ta srčika se poimenuje in potem vzeti za res to. Ker jaz mislim, da tle smo najbolj odtujeni, dobro, ena stvar je, da smo odtujeni od svojega telesno tega kinestetičnega, ne? Da telo je pač nekaj, kar mora me ubogati, pa nimam nobenega odnosa do njega. Jaz ga samo teram, pa zahtevam, kakšen naj bo, pa ga packam in hočem ga prepleskati, pa to, nimam pa dejansko tega natur connection, da sem utelešen duh, pa uduhovljen telo, ne? Da je to smrtno resna zadeva in da dejansko tisti, ki mi lahko ven potegne, je moj ta telesna razsežnost, moja telesna dimenzija. Ok, vzeti za res recimo to, kar se ti zgodi. Recimo, da se srečam z enim človekom, ki me navdihne. Kaj zdaj pomeni, da to vzamem za res? Da si postavljam pod vprašanje ali kaj? Ko pridejo flaši, ko pride ton, ko pride okus čez dan, ne? Sem pol na računalniku, pa spet mi pride flash. Ali pa se pogovarjam s prijateljico, pa ji bleknem, ti veš, da sem se zjutraj srečal s tem pa tem. Kaj to pomeni? Procesiram. Se je zgodilo, nekaj me je danes se mi je podarilo, kjer mi govori, kdo sem jaz v resnici. Kaj si jaz želim, kaj me hrani, kaj me dela bolj mene. In kdo sem v resnici jaz, ker to je najtežje odkriti v resnici, zakaj vse te čudne stvari, ki sem, in ne pašejo v moj kontekst kulturno-socialni. V resnici je ta dar za človeštvo, ker sem edinstvena. Ne? Vzeti za res pomeni, da vsakič, ko mi se prebudi, ali okus, ali spomin, ali beseda, ali spoznanje, da to vzamem za res in se zahvaljujem in se spogledujem. To pomeni, da to notranje gojim. Da ne pustim in rečem, to brez veze. Ali pa ta intuicija, to je mimo. Ali pa to sploh nisem jaz. Ne? Zakaj? Zato, ker ko dovolim si biti to, kar sem, tudi če sem še tako mim. Jaz sem zdaj te zelo dobro poskušal poslušati in sem nekako rekel, ok, ko mi neko tako spoznanje, neko okus nečesa pride, prvič zelo dobro je, če se zahvalim za njega, drugič, da ga opazujem še iz drugih zornih kotov, sobivam z njim in se sprašujem, kaj pa to je in gledam še z drugih zornih kotov. Ampak to ni razumsko. To ne gre za zgolj intelektualni proces, ker mi smo bitja, je zato tle pravim ta duhovno, čustveno, fizična dimenzija in intelektualna. To pomeni ne, da ti aktiviraš zgolj razum pa analiziraš podatke. To gre za celostno čutenje in kontemplacijo. To pomeni, da preprosto doživim ali pa živim ta trenutek. Jaz ne vem, kako to drugače povedati. In ko se preklapljajo hemisfere leva in desna, da pustim obema. Jaz sem imela recimo ta konflikt do tam 46 leta starosti med temi dvemi, da sem lider, da sem strateg, da sem intelektualka, da sem. Hkrati pa potem tudi ta intuitivni, implicitni, simbolni, poetični, jaz sem poet, ne, pesnica. Razumeš, kako zdaj vse to, ta koktejlček pustiti, da cveti in da svoj von, ne? In sem rabila sistematično tudi na tem sebi delati, tako da potem z enimi programi, na katerih sem se udeleževala delavnic, da sem me s pomočjo različnih kombinacij metod, da se mi je meni poklikalo in se je ta notranje ravnotežje na nek način zgodilo. Ampak ključno je prepoznati, začutiti in potem pustiti, da se te vsebine, da se te dogodki, da se v tebi, da imajo pravico biti. Ne. Henry Nouwen reče, uporablja izraz pripeljati domov k sebi. To pomeni objeti, sprejeti in pripeljati domov. Zdaj, tu v Sloveniji, če mi dovoliš en mičkan oklepajček, kar jaz najdem izredno zahtevno za slovensko kulturo ali pa tudi duhovnost, je, ker tako zelo režemo to telesno dimenzijo. Veš, to je izreden handicap v tem čutenju in ključno zato je težje priti do tega, kar je ljubezen. Ko govorimo, da je to Bog, Bog je ljubezen, to je dejstvo. Toliko nas je v zgodovini bolel stvari, da smo razvili toliko obrambnih mehanizmov, da bi bila ta bolečina manjša najbrž, ne? Ja, tudi zaradi vojne, veš, ker ne zgolj fizično, ampak tudi jaz mislim, tudi duhovno ali pa čustveno smo izredno senzibilni, občutljivi.
In se zrije dosti globlje, kot pa v enih drugih kulturah, ko ostanejo zgolj v glavi in tako. Mi smo dejansko ta križanje med vzhodom in zahodom, med temi kulturami, veš, in smo, po moje, res tle zelo obdarovani, zelo lepi, zelo empatični, zelo občutljivi. Zaradi tega pa tudi, ko se režemo, pa druga svetovna vojna, ne, zato se pa režemo globoko. Tudi z samomori. Ne. Zdaj, da ne bom čisto odpeljala to od dejstva, kar si ti rekel, tisti, ki nimajo izkustva dialoga, ne, kaj in kako priti. Mogoče samo na kratko, on je pri vratih in trka. On čaka. On je zaljubljen, vsakega od nas je tam. In če so določeni trenutki v našem življenju, vsak od nas to zazna. In tam je dom in je okej in tako, kakor si, je v redu. Jaz te ljubim in sem te hotel, tašno taka. Zaupaj in pejt na to pot. Kaj so pa zdaj v tem nizu stvari, ki jih imamo, goreči grmi? To so pač najbolj, kako bi ti definirali goreči grm? To so pač najbolj močni. Ja, to si mi dal misel, ker sem včeraj dobila vprašanja. Veš, sem prav tudi z biblično-teološkega koncepta me kikalno tam, da sem začela. Kaj je zame, mislim, zdaj, če jaz odklopim malo mojo teološko, razumeš, deformacijo. Ja. Če preklopiva na izkustvo. Finta je v tem, da on je pastir, on je mogel zbežati, ker njegove sanje so se plop, ne? On je tam, tava in je izgubljen in potem ga pritegne ena podoba. To je ključno. On je v tisti dolg čas, so 24, če si ti pastir 24 ur na dan, veš kaj je to dolg čas. Ga nekaj pritegne in ker ga pritegne, ker je nekaj nenavadnega, on gre blizu. In potem se zgodi druga stvar, ne samo, da je nekaj nenavadnega, ker ogenj, ko si ti mraz ali pa ko si ti v puščavi ali pa ko si ti stran od ljudi, je ogenj fenomen naraven, ne? In je že tak scary, ker se lahko razširi ali pa ne. Je že to malo čudno, ker pa njemu, ki je bil izredno lider močen, ne? Z svojimi zelo globokimi limiti in mejami in jecljanjem, se pa to zgodi, da ta grm ne zgori. To je bilo najbolj čudno. To pomeni, rabiš dvojno dozo, da te pritegne. In on gre tja. In šele, ko pride tja zaradi teh dveh zanimivih stvari, se zgodi transcendentna izkušnja, se reče v teh filozofskih terminih. To pomeni eno izkustvo, ki gre čez tvoje človeška izkustva. To je ključno. Ne? To je tisto, kar smo prej govorili. Imanenca, ja. To da pomeni, lahko od nečesa, kar ti je nenavadno, zbežiš stran ali pa tako, ostaneš s tem. Se odpreš in se ti zgodi in tebe preklopi v eno drugo dimenzijo. To, kar se zgodi, zmeraj rečem, pri Narniji, ki Lucy pade čez omaro ali pa Harry Potter, ki se zarije noter v železniški postaji. To je ta simbolni, ne, pri fantazijskih zadevah, ko se ti zgodi. Mislim, zdaj se bojo čisto pohujšali, ampak dobro, če hočemo uporabiti te podobe, ki jih navadno tle poznamo, so to najbližji temu, ker mi v duhovnem svetu doživljamo, ne. Ko ga to pritegne, ko pride tja, se zgodi transcendenca, se zgodi, da nekdo, ki je drugačen, je zmeraj rekel, doktor Stres nam je ubil glavo pri filozofiji, ko je drugačen, se ti zgodi in potem te predimenzionira. V bistvu tvoje dimenzije, ki imaš 3D, ne, se ti odprejo v 9 dimenzij in začnejo novi okusi in nove perspektive. In te v bistvu spremeni. Vsak goreči grm te spremeni. In te pol tudi nekam pošle po tvoje, ali zaradi te spremenjenosti se zgodi pač, da je life drugačen? Zdaj, če bi bil on neki fancy, samo držec, samo lepotec, oni 3, ne, se ni en, niso 3. Razumeš, kot ta ekipa, kot ta familija, če bi bili oni sam zase, pa bi se mal praskali, se upravičujem, zato nespoštljivo govorimo o Sveti Trojici. Njihov bit, njihova esenca je biti v drugem. Zato je ljubezen, ne, ekstazis, biti izven sebe. Vemo, kdaj smo izven sebe. Vi, ki ste poročeni, ki imate ljubezni, veste veliko bolj, ker nimamo te fizične izkušnje, ampak vemo največkrat, kdaj si iz sebe za drugega. Ne? To je naravna esenca Boga in to imamo mi v čipu. To je naš default. Tako smo mi. Pika. Mislim, tle nimaš kaj debatirati. Ne? Ko se zgodi to, da se ti oni razodanejo in se te zagrabi ta drugačen. Prvič si popolnoma fasciniran in zaljubljen. In drugič, hočeš biti z njimi in če si z njimi, potem greš v drugega. Ne moreš biti pri sebi, ker ego je pa to, kar edini, ki ubija to. In ti hočeš biti stran od tega, bo umrl, spravijo še, ko boš ti že pol ure mrtev. Bo tvoj ego nekako crknil, zdaj provokativno izražim, moj bes do tega
dela mene, ki točeš, pa zmeri hojiš. Greben mu ustaja, starejška si, a ni čudno. To je to bub, to je samo toči, pravim jaz. Ampak, če greva zdaj, ti imaš res izkustvo različnih kultur, različnih operacijskih sistemov, ki jih imajo ljudje naložene. Ali je ta izkustvo gorečega grma ali pa neko najgloblje hrepenenje človeka, ki ga išče, skozi vse kulture približno se da potegniti s kakšen skupni imenovalec? Mislim, da to sploh ni veze, v kakšnem krogu si, izkustvenem, bi človek rekel, duhovnem. Da v dnu jaz sem prepričana, da so goreči grmi povsod, da se dogajajo. Zato, ker on je, vsi trije so ljubeči, to je ljubeči Bog, ki išče svoje. In išče svoje povsod. Ampak potem te poti, ne, pa kozmetika, pa embalaža je drugačna. In seveda, pač naša izkušnja, krščanska izkušnja je privilegirana, ker imamo edini element človeko božjega, božje človeškega. In to je taka, mislim, to se ne da primerjati. Kaj pa zdaj v islamskem svetu, v afriškem svetu, azijskem svetu, jaz nimam izkušnje, ampak vidim pa, ko sem z mojimi sestrami, da so goreči grmi. Ta temeljno hrepenenje in ta čip, da sem doma v ljubezni in da je ljubezen univerzalna, to je to, kar zdaj papež Frančišek piše. To, da bi te imeli drugi radi ali da bi te imel nekdo rad? Ne to, ampak da naš naravno okolje je ljubezen. Da mi plavamo kot ribice v vodi, ki se kliče ljubezen. In da tam smo normalni. Zato ti vidiš naše fante, punce, otroke, kjer ne plavajo v ljubezni, da so potem ribice to na suhem in ker se dušijo, udarijo. Glih, ko govorimo o mladih, meni se zdi, da je naloga in izobraževalnega sistema in cerkve, smiselna naloga je, da jim pomagamo odkriti te goreče grme, da jim pomagamo odkriti osebno poslanstvo. Kako ti gledaš na slovensko mladino iz tvoje venezuelske in prej perujske perspektive? Ja, čar gorečega grma. Ves čar gorečega grma je, da nisi ti tisti, ki naštimaš tam grm, pa ga pržgeš. Zakuriš en buš tam. Ampak da si najden od gorečega grma. In že teološko, pa tudi izkustveno, jaz sem prepričana, da vsi naši mladi in otroci se srečujejo in najdevajo in jih privlači goreči grm. Finta je pa v tem, da ker so oni zeta in alfa in so oni že digitalni, njihovi goreči grmi so drugačni, kot so bili pa naši. In seveda, ker jaz nimam naloženega softvera, jaz ne detektiram tistega gorečega grma. In mislim, da ga ni, ker ni mojega. Ker nama se je razodeval goreči grm, Jezus, Gospod, Sveti Duh so prihajali na naš način. Razlika je pa v tem, da zdaj spodaj so se tektonci zamajali, paradigma se je spremenila, pandemija nas je brcana, namesto da bi 30 let še packali se v lastnem soku, nas je brcana v par mesecih, ker prvi mesec smo še mislili, zdaj bo prišel nazaj, po 5 mesecev smo še mislili, ne, še imamo okus, kako je bilo prej, ne, naša normalnost, zdaj bo prišla, ne. Pa gre pa 2020 gre mimo, pa ti se zbudiš, pa rečeš pismo, gotovo je. Most na Čuluteki, ne vem, če si ga videl. Zmeri to ponavljam, se zdaj že so že naveličani, kaj posod govorimo o mostu v Čuluteki, pejte na Google, sam klikni Honduras, most na bridge on the Čuluteka. Razumeš, ker so Japonci naredili en bajni most, pa prišel orkan, kakor zmeri. Most je nedotaknen, cesta, ki je gor pa peljala, pa dol, pa reka, ki je spodaj šla, sta se pa premaknila. In to se nam zdaj zgodilo v pandemiji, ne? In se je paradigma spremenila in v novem okolju, in to je takrat, ko je ta članek pisal, ta indic je res dober, je rekel, to, kar smo bili mi prej da smo vlagali v mostove, zato da bi biznis tekel po cesti, je zdaj zaradi spremembe, da je reka šla drugam, je komplet vsa pozicija drugačna. In zdaj ne gre vlaganje v trdnih, stabilnih zadev, ki peljejo čez. Zdaj gre za to, kako sem fleksibilna, kako se znam prilagoditi in da sem dinamična, iz statike v dinamiko. To pa je evangeljska dinamika. Jezus pravi, ne drži ti in vedi, kaj je prav in narobe, pač pa hodi za mano. Zakaj? Zato, ker ko hodi za mano, te bojo presenetile zadeve in boš odkril, kdo si v resnici. Ker ne moreš držati, nimaš kontrole. A jaz te prav razumem, da pač mladi imajo goreče grme, ampak z nami ne komunicirajo?
o tem, ker bi jih ne bi razumeli, ampak še zmerom, ne vem, recimo, če si zdaj narišem v glavo 25 ali pa 30 let staro mlado osebo, ki še ne ve, kaj bo v življenju, ki še išče, no. Lej, jaz mislim, da je to tisto občutek, se spomniš, ko sem rekla, da jaz prvih, če bi me vprašal 20 let nazaj, če bi me vprašal 30 let nazaj, jaz sem zaznavala, jaz sem začutevala, jaz sem bila zblojena, jaz sem bila zgubljena, jaz sem čutila nekaj, ampak jaz nisem mogla dati prsta pa reka, to se kliče tako in tako. Če se menja paradigma, mi še sploh nimamo imena za novo ero. In to se je zgodilo v zahodni civilizaciji samo 3-krat. Mi smo glih zdaj vmes, ko je vse prekopicalno vse in mi še ne vemo, je to. Prej smo še govorili o postmoderni, bla, 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 bla. Zdaj, če malo slediš, kje smo, kdo je že poimenoval, ko bi zaslišal ime te nove ere, postpandemične, ne, da bi rekel, aha, tako se imenuje in prepoznam noter, bi focusing rekel, evo, shift se je zgodil in prepoznam, da je to res to in se kliče tako in tako. To pomeni, da jaz sem prva generacija take in take nove ere, ki bo trajala 400 let, če bomo sploh obstajali. Zakaj? Ker pandemija in starim in mladim nas je naučila, da stvari nimamo pod kontrolo, da stvar ni varna, da ne več gradimo zgolj in bomo vedno boljši. To je prva generacija mladih, ki nimajo okusa kakor toliko in toliko generacij po drugi svetovni vojni, da bomo mi boljši kot naši starši. Veš kaj je to? To je popolnoma radikalen drug default. In zdaj, ko ti rečeš, ok, oni imajo goreče grme, ampak nam jih ne znajo povedati, ali pa mi nočemo, ali pa ne znamo poslušati. Itak je zdaj tak, ker je shift, ko se reče temu po slovensko, ker je prekuc paradigem. Je itak, veš, da ta prehodi, so 3 do zdaj bili, ne, antika, objektna in subjektna paradigma, to smo zdaj 4 šele. Zato je tako zanimivo, da me, recimo Uršulinke, zdaj nočem delati propagande za Uršulinke, ampak dejstvo je, da sem fascinirana, da mi smo 500 let na sceni in da je Angela bila ena od protagonistk teh prekucov tektoncev. Ona je bila orodje novosti, ker v času prekucov se zgodi nekaj zelo novega, ker zato je pa tudi prekuc, ne? In ona je bila orodje nečesa novega. To pomeni, da takrat se je prvič v zgodovini cerkve lahko je bila ženska to, kar je. In ona je v bistvu ji dala back, ko se reče, je postavila hrbet. Angela da hrbet, da lahko je ženska v tem, kar je lepa in to, kar je in emancipirana. Ampak to na čisto angelin suave, mehk način, ne, nič nobene feministično agresivne frustracije. In ti rečeš, aha, zdaj pa 4. prekuc, to pomeni, da Uršulinke, provokacija. Da se dobro znajdejo v prekucljivih časih. To. Jaz bi rekla, da zato so Uršulinke v 4. prekucu tako zelo, smo Uršulinke v 4. prekucu tako zelo preizkušene. Glih obratno. Da se vaša doba zaključuje, tako ti misliš? Mislim, doba vašega prekuca. Lej, poslušaj ti to provokacijo, to so pa dobre provokacije. Ona je nam rekla, to drevo je on zasadil, Jezus, zato ga nihče nikoli ne bo mogel izruvati. Pika. Pač tako je. Ampak zanimivo je, ker smo 500 let na sceni, imamo izreden potencial tega 3D dimenzije. Se spomniš, ko sem rekla 3D karizme. In to ni črno-belo, ok, rabijo bolnike, ti greš bolnikom, ko imaš karizmo za bolnike. Ti so na ulici, tebi dam karizmo za na ulico, ko so nas spraševali od Mičkanga, pa kakšna karizma je vaša? Jezus! Razumeš? Ker je 3D zelo kompleksno. Dinamično, ne? Tako da, ko je prekuc in se vse zamaje, je veliko težje iti spet k korenini, pa prepoznati nov software. Ker lahko greš kamorkoli. Tako se mi zdi, da v teh časih, ki so na nek način prelomni, vsi moramo pokazati eno možgansko mehkobo oziroma dinamiko, ne? Da bomo znali čim hitreje reflektirati te prekuce. No? Po moje bolj globoko, ko jih bomo reflektirali, manj nas bo bolelo. No? Tle rabimo milino, tle rabimo svetega duha. Kako naj cerkev, mladinska pastorala, pa šolski sistem pomagata tem mladim delati taka procesiranja sploh v tej dobi zdaj? Kar je šokantno za nas in težko v slovenskem prostoru, jaz ne vem, Latinske Amerike je drugače. Ampak, če gledamo kontekst, razumemo, prvo tisočletje se spomniš, posvečeni redovniki. Drugo tisočletje duhovniki, kler,
tretje tisočletje laiki. Jaz mislim, da kar je kontekst zgodovinski v Sloveniji, ne samo v cerkvenih krogih, ampak tudi drugače, so te nove laiške karizme. Mi rabimo non-stop biti aktualizirani od Svetega Duha, da ko se jaz pogovarjam, recimo zdaj sem imela par možnosti, ne, se pogovarjati z mladimi, ne, ali pa se pogovarjati z mojimi nečaki, ali pa se pogovarjati, ko ti pripovedujejo in jaz klikam in poskušam detektirati. Moj star program mi ne detektira nič. Jaz rabim, ko jo poslušam, prositi Svetega Duha in rečem, Milina, daj mi inštaliraj, daj mi aktualiziraj, daj mi naloži. Da ko bo ona govorila in bom jaz zaslišala, bom rekla, pismo, pa to je to, pa to je, zakaj? Zato, ker to je čisto novo. Ker to je zdaj digitalno že, to je zdaj že alfa zeta verzija, to je že misijonstvo. To je to, kar papež non-stop govori. Nismo samo učenci pri nogah Jezusa Kristusa in ga poslušamo, kaj je polno življenja in kaj je življenje z njim. Ne. V 3. tisočletju naš default, naš program življenjski je učenka, misionarka. Zakaj? Ker on pravi, Frančišek pravi, da smo v poljski bolnišnici, nismo več v kliniki, kjer jaz čekiram holesterol. Zato, ker človeštvo v tem trenutku zgodovine, ne samo zahodna civilizacija, vsi krvavi, boli. Je tok zasvojenosti, je tok suženstva, je tok obsedeno posedenosti, je tok teme. Zato, ker smo klikali nazaj na poganstvo, to pomeni, nimamo več krščanske družbe in tle tema najeda, to ni hec. Zlom ali pa s tem negativnim, ali pa s tem odtujenostjo od mene v telesu, v tem, kar sem, v tem, kar je kmečka pamet. Razumeš, in sem popolnoma zbojena. In tako naprej, in tako naprej. In v tem primeru jaz mislim, da on prebuja nove karizme, nove programčke, bi človek rekel. In če se jaz ne zavedam, da moja stara mašinerija ne odgovarja novim potrebam in ga prosim za update, sem mimo. Zato Socialna akademija ima tako vlogo. To sva na kavi, mislim. Problem je, da šolski sistem je sistem, ki se zelo počasi spreminja in se zelo počasi updata, ne? Ampak zato je tako lepo, da se nam je zgodila ta blasted, reče v angleščini, pandemija. Ker to je tako strukturno nas, kaj bi človek rekel, razhajkalo. Da vse strukture mentalne in materialne vse se je zamajalo, ampak lahko razumemo, da to so nove šanse in bo prsilo, ker če pa gledava tako, tudi jaz sem na en mesec, ne, lockdown totalni, pri mami v Komnu na 115, ne. Ampak ne vem, jaz se čudim in sem hvaležna in ko se pogovarjam, mogoče sem v takih krogih. Ampak ogromno krat slišim, Andreja, hvala Bogu. A veš, da končno smo spet prišli na normalno, bazično to, kar je osnovno. Govoriš, ne, da mlade kliče, da so to blagoslovljeni časi, tudi pandemija, ampak mnogi mladi pa ne shendlajo, no, da se pojavlja že, če gledaš na tako širši ravni, skozi več nekih digitalnih zasvojenosti. Kljub temu, da smo več z družinami, so nekateri bolj odtujeni, korona je kot neke vrste katalizator. Tako se mi zdi, mnogi doživljajo skozi več črnine, skozi več teme. Strupene teme, ne? Ja, kaj s to temo, no? Še sem imela tle en tak goreči grm, ko moram čutim, no, da mogoče je to prostor, kjer lahko jaz po tolikih letih povem javno in pošiljam pozdrave tej osebi, mogoče bo poslušal ali pa ne, da bo vedel, da molim od tistega dne naprej. To so leta, ker imela sem strastno predavanje mislim, da so bila to predavanja te veš Nikodemovi. Jaz sem imela o strastni ljubezni. In potem je bil pač tudi en novinar, ki je bil, bi človek rekel, iz drugih krogov, ne cerkvenih, drugače dost kritično strupen ali pa pač s temi stereotipi. Ampak zanimivo je bilo, da sva si dopisovala, jaz sem takrat bila na Sinaju nekajkrat po mailu in je bil on ta prostor tega razodetja, gorečega grma, ki me je pritegnil, ne. Ker enkrat sem dobila mail, jaz sem pač bla, 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 na, ne, se veš, na, in razvajeni, ne. Na koncu dobim, mislim, da potem si nisva več pisala, ampak na koncu dobim mail, ker sem nekaj, pa zakaj si tako kritičen, ali pa zakaj si tako agresiven, ali pa zakaj si tako krivičen, ne, zakaj kar nekaj, razumeš. In sem dobila njegov odgovor, ne vem, ob 2 zjutraj je rekel, je 2 uri zjutraj, ti me sprašuješ, zakaj sem tako besen nate in na cirko. In moraš razumeti, da ti sladko spančkaš. Ker ti veš, da na koncu
happy end, Hollywood, ne vem, če je on to tako pisal, ampak jaz je tako, ta občutek se mi je vtisnil v moje telo in v srce. In ti niti ne veš, da ti sladko spančkaš. Jaz pa ne morem spati, ker če je to in če jaz zdaj umrem in bom nič, je moje doživljanje te noči, ko ne morem zaspati, čisto nekaj drugega. Zdaj sem pač parafrazirala zadevo. Ampak Goreči grm je zame bil, kako smo eni privilegirani, ki smo navajeni plavati v Bogu. In smokamo in čofotamo in plešamo, ne. In so toliko in toliko, ki sobivamo, ki pa imajo popolnoma druga izkušnja, kot sem prej rekla, ribca, ki je na suhem, ne. Ključno, kar bi jaz rada tudi zdaj ponavljam in izrekam temu novinarju z globoko bližino ali kaj, da v imenu Jezusa Kristusa izrekam, da je Jezus zato prišel na svet, da nas odreši. To pomeni, ne glede kje smo, ne glede koliko je globoka tema in ne glede koliko se zareže noter v kost, on nam daje besedo in nam zagotavlja, da bo čakal, dokler mu ne odpreš. Pika. Kje, kako, na kakšen način, v kakšen scenarij, če bereš evangelije, vidiš scenarijev še pa še. In mi smo v teh avatarčkih igramo te vloge in se nam zgodi. Je zelo realno. Tako da zagotavljam njegovem imenu, da čaka, da mu odpri, ker on odrešuje. On je na križu, zdaj, vedno, in te je točno imel tebe v mislih, ko je dal življenje. Vsako po imenu. In jaz se zahvaljujem Jezusu na tem kraju in tudi Matej tebi, da imam prostor, da to izrečem. Zdaj, ko živim v Venezueli in ko sem priča smrti in ko sem priča razčlovečenju, kjer imam občutek, da sem v Auschwitzu. Leta 2020 sem bila v zaporih, kjer jih poskušajo pomagati in priti do stanja živali, ne človeka, z dostojanstvom. Da Jezus me pogleda in mi reče, veruješ, da v tej situaciji, kjer se ti zlomi srce, odrešujem. In se mi zdi, da tam kot njegova žena, kot vernica, ali pa kot humanitarka, ali pa ne vem kdo, ali pa kot Andreja pri 50 letih, moram priznati, da tam rabim pomoč mojih sester, moje cerkve, mojega občestva, da skupaj z njimi rečem, verujem. Ker človeško gledano, to so situacije, ki te tako slečejo vse notranje moči ali pa miru, da je tle dejansko Božji juh, ampak izrekam njemu hvala in tebi tudi, Matej, pa tudi vsem, ki smo v tej mreži. To smo taka duhovna mreža, kakor social network, ne. In vsi, ki niste priklopljeni ali pa se ne čutite, vedite, da se dogaja. In da je tu in da bo poskrbel. Ker njegovi scenariji so zmeri najboljši, čeprav boleči, no, ni romantik. Ampak kaj to pomeni konkretno za prvi korak človeku, ki je v temi? Ja. Kaj je tisti pol promila, ki pa on lahko naredi, da bo pol? Ključno je, ali je zasvojenost, ali je zloraba, ali je bolečina, ali je psihično, ali je samomorilstvo, ali je odvisnost, ali je ego, ali je napuh, ali je želja po, ne? Prvi korak je, ne morem sam, pika. Ajde, tle dno, do sem. Super. Ja. In potem drugo, kar je za nas, ki je ta privilegij biti v tej zgodbi, ki se kliče krščanstvo, ne, ali pa katolištvo, je pa Božja beseda. Ker to je pa ena stvarnost, ki ni literatura. Ta mediji, tiste omare, kjer Lucy pade na ono stran Narnije, ne. Ali pa, ki se Harry Potter zarije noter. To je pa ena stvarnost, kjer sta dve paralelni resničnosti, prostor, kjer se zgodi preklop. Zato se mi zdi, da reči ne morem in potem vzeti evangelij in pustiti se stuširati. Pustiti, da Božja beseda dejansko je ona in da ima prosto pot in da te počasi preobrazi in krepi in ozdravi in objame in potolaži in te poboža in te osreči od znotraj. Ne. To so vse te transcendentne goreči grmi, ki te spremenijo in potem, ko si v situaciji, ki te presega, ko ti čutiš, da bi moral držati tistih 20 minut brez računalnika in nimaš moči, ti ne čakaš, da bo s tvojo voljo in s tvojim treningom
prišel do točke, ko boš rekel ne za 20 minut, pač boš ti od znotraj čutil moč, ko boš rekel ne morem, pomagaj mi. Kot sva rekli, določene stvari nas presegajo. Meni se recimo zdi ena taka presegajoča stvar, to, kar sem te poslušal govoriti o Venezueli, da je v rokah nekih mednarodnih kriminalnih združenih v teh krempljih in da so ljudje pač tarča visokih biznisov, morda tudi politike oziroma zlimanosti tega. Sistem se zna zelo dobro sam braniti. Zdaj ob tej papeževi okrožnici vsi bratje, mi hodi to svetovno bratstvo skozi na misel. Kaj lahko običajni državljani naredimo za to? Misliš, da je res to think globally, act locally in da pač naj tukaj delamo stvari, ali je vseeno v tej povezani dobi tudi naša odgovornost, naprimer do Venezuele? Zdaj, če spet se vrnemo k kontekstu zgodovinskem, so tako nepredvidljivi časi, da jaz ne morem kar biti, saj bo še vse v redu. Ker zdaj smo na taki poziciji, da se nam lahko vse zgodi. Nočem zdaj strašiti, ampak dejansko moramo razumeti ta zgodovinski kontekst. Druga stvar, ki sem se jaz v Venezueli učila in sem se tudi zdaj ponavljala, se mi zdi v slovenskih medijih, da jaz nisem razumela doktor Stresa, zakaj demokracija ni status, ki si ga si pridobil in boš v tem ostal. Zakaj to gre in pride in gre in pride? Se mi zdi, da tu, glede na zgodovinski kontekst teh tektoncev, moramo toliko bolj biti odgovorni. In tretje, če gledava čisto družbeno, zdaj tudi, ko smo gledali, kaj se dogaja v Združenih državah, mogoče ta okus ideološkosti, ki smo ga bili navajeni, se spomniš, 30. 40. prejšnjega stoletja. Kako je možno, da smo mi tako padli na ideologijo in zakaj smo verjeli? Ko ti gledaš nazaj, zakaj so se prijele 3 velike ideologije? Zakaj so bile zmožne narediti toliko škode? To pomeni, da tudi mi smo v nastavkih se pustili. Kakor so se leta 98 pustili Venezuelci, ko jim je Chavez ponujal socializem in so ga demokratično. Jaz nisem nikoli razumela, kako je Nemčija izvolila demokratično Hitlerja. Jaz bi rekla, da zdaj smo v takem obdobju. Jaz kot državljanka dejansko vlagam v vire, ker zdaj, ko smo v digitalnem, medpandemskem, je ključen, kakšen vir uporabljam. Je ključno, da se razgledam global. Jaz ne morem več funkcionirati znotraj mojega malega vrtka slovenskega. Je konc tega. Zdaj smo global, zmeri smo bili global, ampak zdaj pa sploh zato, ker se taki globinski premiki. To pomeni, da jaz sem dolžna rit in študirati in brati in iti in se prsiliti in brati stvari, ki so tudi, kar se tiče bratstva globalnega. Zato, ker če samo se pustim iti na vlak, pa se vleč naprej, bom sooblikovala prihodnost in Slovenije in Evrope in svetovnega bratstva. In se mi lahko zgodi to, kar se je zgodilo Venezuelcem, da so se odločili, potem so se šlepali na vlaku socializma in jih je v 22 letih pripeljalo do ne samo mizerije, pač pa do narko države. Zdaj, ko se premikajo tektonski zadeve, svetovne, ne samo zahodne civilizacije, razumemo, si smo gledali science fiction zmeri filme, da lahko gre v to smer. Če jaz ne bom naredila svojega deleža in če bom se pustila prepričati populizmu in bla bla bla, pa vidiš, da nima nobene veze z življenjem in z osebnim tistega liderja, ne bo tak ali pa drugačen, ali pa cerkven lider, se je ista, se vemo, da tudi mi v cerkvenih krogih imamo lahko ideologije in religije, ki nimajo nobene veze z Jezusom in z nebeškim očetom in svetim duhom in z občestvom, živim občestvom, ki je na poti in se lepo poniža in reče, rabim te, To je eno, teoretičen, bi človek rekel, vidik. Praktičen vidik je pa ključno, da se vzamem za res. Se spomniš, ko smo brali, kako je možno ti, ki so bili ob Hitlerju. Zakaj niso prepoznali, da gre za pošast? Tista tajnica, ki piše. Jaz mislim, da so te stvari nujne. Ker glasek ali pa telo, ki ima modrost, ki ima intuicijo, ti da znakce. Tudi ko raseš ob liderju, ali pa tudi ko se zaljubiš v frajerja, ali pa ko se ti zaljubiš v frajerko. Poslušaj te glaske in ko pridejo dnevi, ki te presenetijo in te prosi nekdo, ali pa čutiš, da bi rabila vprašati, pa dej povej mi, kaj se ti dogaja. In ko čutiš stisko, da tam ne razmišljaš, da to narediš, da ne razmišljaš, če imaš prazno bajto, pa slišiš od repatriacije,
Ne da rečeš, ne, to bo imela probleme, pa bojo od mene odvisni. Ne, če vidiš zdaj Karitas, če vidiš zdaj Rdeči križ, zdaj Hrvaška, ne, ker tle Slovenija zgleda, da smo izredno, prav zaradi vojne, izredno empatični in smo tako velikodušni in smo tako lepi, da sem tako obupno ponosna, da sem Slovenka, ker vsi mi to rečejo in tudi zdaj sem jaz doživela, sem ta mesec, pa to ljudje vsi, ne samo katoličani, ima to je tako nekaj lepega. Ampak verjetno, da Slovenci znotraj človeštva, znotraj rabimo to zavestno zaživeti, pripela domov, objeti in reči, to sem jaz, ne mi prodajati. Oprostite, nočem zdaj grdo govoriti, ne? Ja. Zakaj? Zato, ker je še zmeri ta globinska rana, ki ni iz razkola, ne? To bi Jože Možina veliko bolj znal razložiti, da razkol se je zgodil, kar že prej, stoletja, 1000 let, mi smo stara zadeva, mi smo 1000 let na sceni. Da se je razkol lahko zgodil, se je zgodil zato, ker je v naši psihi, v našem profilu duhovnem nekaj noter, ki je dalo možnost, da se je potem razmrcvarilo nekaj. In da ne samo zdaj, da rabimo objeti in pustiti, da se pozdravi, pač pa tudi razumeti 1000 let nekega duhovnega profila slovenske lepote, rečem jaz. Zato, da ko prihajajo novi časi, ki je digitalni verjetno, bo slovenski narod lahko dal, bomo mi kot Slovenci lahko izpolnili naš del v tem bratstvu svetovnem na planetu. Ker tako, kot so se inspirirali, navdihali ob našem vojvodskem kamnu, jaz sem prepričana in tudi Marija pravi, da naš narod ima to vlogo, ker vedno ta mali, ki nimajo teh nacionalistično ego, napuhnjenih, žapnih, rabimo pomagati velikim. Taka zelo lepa perspektiva, da Slovenija ni nujno nekdo, ki caplja od zadaj, ampak če bomo znali. Mi smo vedno med prvimi 7, spomnim se, kdaj se je zapisal jezik, pri komu se je zapisal prvi jezik. In to so velikani. In mi smo tam. Ampak jaz mislim zaradi strateško-geografske vloge, ki je šlo vse tle skozi, in potem kombinacije med staroselci in nami, jaz mislim, da smo prišli od drugot in potem ta prostor. In jaz mislim, da ta duhovnost, pač jaz sem bolj z tega vidika, ne, bolj profesionalka, ker zdaj sem multikulti in tudi zaradi let mogoče zmeri bolj zaznavam, kakšna je naša slovenska duhovnost v primerjavi z drugimi narodi, ne. Da imamo tle izreden dar, ker smo mi dejansko med vzhodno in zahodno duhovnostjo. Mi smo Salzburg in Oglej. Mi smo, razumeš? In to nam je dal tak default, da je lepo. Zato smo pa tudi misionarji kot narod, zato smo empatični. Sestra Andreja, obdelala sva veliko različnih tem, govorila sva o osebnem poslanstvu, govorila sva o redovništvu, govorila sva o aktivnem državljanstvu, govorila sva o mladih, govorila sva o marsičem. Jaz sem že 1 liter vode spila tle. Če se ozreš nazaj na tole prehojeno pot v tem podcastu, kaj ti ostaja? Nisva povedala poslušalstvu podcasta, da je 2-krat, 3-krat računalnik. Ja, in ti si imela kar dobro interpretacijo za to zgodbo, ne? Daj povej, kaj se je zgodilo. Ja, računalnik se je obnašal zelo čudno. Ne vem, a se temu reče venezuelsko ali ne? Paranormalno. Vmes je že parkrat najavil, a bi zdaj počas me ti resetiral ali ne, ker bi se jaz posodabljal. Kakšna je bila tvoja interpretacija tega? Jaz pravim, da če hočemo, da smo skupaj, da vi, ki poslušate, pa mi 2-krat le doživljava to radost srečanja, nekaj sreča, da lahko deliva nekaj zelo intimnega, kar je vera, kar je bližina, kar je človeško. Da tudi vi, ki ste na oni strani in ste v različnih kontekstih, ste malček pobožani, potem mogoče, da rabijo naši 3 gor v nebesih en kanalček, ne. In dostikrat gre skozi ovire, ki jih doživljamo pri teh naših projektih, ne, ali pa pri naših, kako se temu reče, načrtih. Ja. In vedno, ko se nekaj zalomi, ali to je zelo dober znak, ko on vpraša, ali lahko jaz dam tle malo
magije. Zdaj Bog ne dej to reči Sloveniji, ne? Ker čist drugi zveni. V Latinski Ameriki se uporablja ta beseda, ne v smislu čarovništva in vse te pacarije, pač pa tega doživljanja, da gre neki čez to človeško, neki transcendenca, ki se razlije, ki poboža, ki pobarva. In da vas doseže, je moral Matej mal se ustrašil, kaj se je odrezalo, pa kaj vse se ni posnemalo. In ko se je sprostil pa pustil in je videl, da nisva zgubila dosti snemanja, mislim, da je dal dovolj prostora, da je lahko Sveti Duh dotaknil in napolnil to snemanje z svojo prisotnostjo in srčno upava oba z Matejem, da je lahko prišel do vas in vas pobožil. Res je, ja. Tudi to zgodbo si začinila z svojim pogledom, za katerega praviš, da ni tvoj, in hvala ti za to, da me vedno znova spravljaš iz moje leve hemisfere, ki želi načrtovati, in da mi poveš, da imam najprej še drugi del možganov, potem pa še zgoraj eno vojsko enih prijateljev, ki jih mogoče premalkrat vprašam za pomoč. No. Hvala ti in želim, da bi v Venezueli ti dobila tisto, kar tam iščeš, in tudi vsi okrog tebe, da bi srečali Jezusa. Bom dobila Jezusa, ker to je edino, kar si želim. Hvala lepa, Matej, in blagoslova. Veselimo se socialne akademije, ker to so novi časi z novimi metodami in mislim, da vi odgovarjate na ta prostor, na to luknjo, kjer še manjka. Pogum!